Vsak zadnji petek v mesecu, tudi v novi sezoni, ostaja dan za spletke. Živijo, Mateja. Živijo. Tudi med počitnicami nismo počivali, o pomembnih dogodkih doma in po svetu smo poročali na družabnih omrežjih. Ja, tako je. Vi ste nam poslali veliko počitniških razglednic in nam poročali, kako se imate. Veliko ste kuhali, pomagali doma, se ogromno potepali in tudi ukvarjali športom. Po vaših snapih sodeč je med vami veliko nogometašev in odbojkaric in številni ste tudi med počitnicami trenirali vsaj 2-krat tedensko. Veliko pa je bilo košarkarskih snapov, kaj ne? Ja, seveda skupaj smo navijali za moj tim, se veselili novega filma Košarkar naj bo in si izmislili kar 100 zanimivih vprašanj za naše košarkarje. Kako pa so infodromovci preživeli začetek šolskega leta? Ja, se veš, bolj ali manj navdušeno, predvsem vas očitno skrbijo spremembe, novi predmeti, delitve v heterogene skupine in prehodi v matične osnovne šole. Mateja, začetek šolskega leta pa so zaznamovala tudi opozorila mnogih organizacij in medijev, da je splet nekako okolje za širjenje različnih oblik nasilja. Kriminalisti so odkrili že 54 otrok, ki so žrtve spolnega nasilja na spletu. So se tudi naši sledilci že srečali s tem na spletu? Ja, tako je. In ker je bilo to za vas zelo boleče in neprijetno, smo z mladimi iz osnovne šole Trnovo s snapom opozorili na najpogostejše oblike spletnega nasilja in kako se spoprijeti z njim, če nas doletijo. Ni dvoma, družbena omrežja in splet so super. Kaj so zabavno? Ker omogočajo druženje. Ampak včasih se na spletu dogajajo tudi stvari, ki koga prizadanejo ali so celo kazniva dejanja. Slišal sem, da je nek fant svoj bivši rekel, da bo objavil njene nagole fotke. Taki posnetki se zelo hitro širijo. Nasilje na spletu je težko preprečiti. Če se vam zgodi kaj takega, je zato nujno, da ukrepate. Lahko tudi pokličete tom telefon ali spletno stran Spletno oko. Kaj pa ti? Si se že srečal s katero od oblik spletnega nasilja? Pošli snap.